Ej, bi pa težko rekla, da je v naši bajti kakšnemu dolg čas. Kaj vse smo doživeli v zadnjem času? Pri nas dobiš vse, kar premore svetovna filmska industrija. Od pravljic, ko Pepelka postane princeska, do krimičev, ko se zlomi celo Dirty Harry. Zdaj sem pa majhen. Pomagaj mi. Te, Rado, zber se, no. Mislim, zber se, no, Rado. Mene je strah teh velikih fantov, no. Daj, Rado, zber se. Enkrat so Radota že dobili, razumeš? Do čisto pravih homemade porničev, ko se zlomim jaz. Joj, Gogi, koliko si ti seksi, ful. Dajva se malo pocrklat, no, daj, pej tek, pej. Prid tako kamen, prid. Tlele, ne? Ja, tlele, ja. Kar sled se, daj. Da te res malo, po... Daj, če se upaš na stolu, daj, Gogi. Tako, ja, daj, k meni. Pridi k meni. To, Gogi, tako kaj počasi. Tako, veš? Tako, ja, Gogi, tako saj znaš to. Žajfasti happy end ponovnih porok. Danes smo se zbrali v tej prečudoviti sobi, da na željo zakoncev Koren ponovno združimo duši Mojce in Jake Korena, ki sta se prvič pred 20 leti posvetno združili in po dolgih iskanjih, poteh in stranpoteh ugotovili, da sta si sojeni. Pa do socialnih dram. Sama si vsega tega pripeljala. Če že hočeš, da razmišljam, kaj bo od koga, se jaz odločil za tole stanovanje, sam si ga prigaril in ne dam ga. A ja? A jaz sem se pa pored praskala, kaj? Tudi jaz sem garala, pa še kako sem garala. Sploh se pa ne mislim s tabo več kregati. Odvetnika bom poklicala, pol bomo pa videli, kaj bo od koga. Tole tudi moje, pa tole je tudi moje. Na! Pa tole je tudi moje. Pa naj še kdo reče, da nimamo pestrega življenja. Pa to še ni nič. Prav zanima me, kakšen žanr nam pa zdaj sledi. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Ljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Kaj si naredil? Ti bučk ti. Pa dej rec kaj, no.
si zdaj srečen, kaj? A si zadovoljen, ko si nam razbil družino? Tok si sta spodnjo glavo mislil. Čak. Otrok ti je pred očmi propadel. Pa kaj govori ženska? To je tvoja popustljiva vzgoja. Moja popustljiva vzgoja. Kolikrat si ga zagovarjala, ko sem ga hotel malo v roke vzeti? Če ga ne to kučkala, bi bilo danes vse drugače. Sploh opazila nis, da se zmamili baše. Pa tudi, če bi opazila, bi prav gotov kak izgovor najdla. A ti boš meni vzgojo učitelj, kaj? Glih ti si otrokom tako krasen zgled. Jaz. Da te sram. A sta lahko malo tihal, kaj? Da vaju ni sram. Sam prepirate se, kdo je bolj zasral, kdo je zmagal. Bravo, mislim, svetovna prvaka sta v tem. Rezultat imata pa tlele za mizo. Pa še jaz se mu lahko pridružim. Ker mene itak noben ne opazi. Ker sem vama pravila, Janez rad pomoč nič. Noben mi ni poslušal. Evo, zdaj pa mata. Bravo, res. Svetovna, zaslepljena pedaka. Steklica raznifija. A bi ga kdo poklical? Težko? Ne morem te nositi, da veš, je že prevelik. Da zdrž še sam malo do posle, pet. Ne. No, zdaj si pa v poslici. Ljubček moj. A ti v redu? Mami, kaj mi rado odpel oči, ja? Verjetno na policijo. A v zapor? Ja, tako je rekel, ja. Vse tako je rekel, rado. Ampak jaz nočem, da gre moj oče v zapor, mami. Poslušaj, sej verjetno ni nič resen, ga je naredil kakšen prekršek, pa bojo preiskali, pa bo vse v redu. Če ni nič resenga, zakaj mu je to pa pol lisice gor? To dajo samo te najhujši kriminalcem. Ljubi, poslušaj, tak je postopek, oni morajo preiskati, pa te pa spustijo. Jaz mu moram iti pomagati. Ne, poslušaj, Jaka je odrasel človek, mislim, sposoben, a veš, da si bo znal sam pomagati. Pa še odvetnika bo poklical, no. Vse bo še v redu, ljubček. Aj koren tak, a po hišah hodi in denar krade. Ah, lepo te prosim, Aida, ti ne razumeš, kaj hodi po hišah pa denar. Pet, hitar pogledaj, če je zaklad, če tam, hitar. Je, tle reče, ja. Aida, a veš, poslušajte me, zdaj bo treba malo bolj paziti, ker imamo ta denar pa ta zaklad, kdo hodi po hiši, pa zaklepati vrata. A veste, kaj je človek enkrat bogat? Se spremeni, mora spremeniti način življenja, mora postati bolj pozoren, preudaren, paziti, kje, kaj, kako, a veš. Ja, vse, zato pa sem se odločila, da tole moje bogatstvo res pravim nekam na varno. In to ne pod mizo, ampak tja, kamor spada, v banko. Aj, Ibica, kakšno tvoje bogatstvo, kaj pa govoriš? Nič, ampak, mami, denar je res najbolj na varnem. Dokler se ne odločim, zakaj ga bom porabila. Denar je mrtev, če ga ne obračaš, saj tako pravijo. Šit! Kakšna ovce te. Unga lepega dne, mislim, sam, da se od folca napije tam na koncu. In kaj smo mi naredili, da smo si to zaslužili? Kaj? Ajde, povej. Mislim, pa ni pravice na tem svetu, kaj? Ja, pa kaj se razburjaš, Gorčino? Tako to je v življenju. Vse se vrača, vse se plača in ljudje dobijo plačilo po svojih delih. A res? Ja. A ne ga sredi. Ker pa bi bil pa res rad zraven, ko ti svojo porcijo dobila, bi pa prav ta horor bi rad pol videl, ne? Ej, pa kaj ti je? A se ti zavedaš, da govoriš z bodočo mamico svojega brata? In prosim, lepo pazi malo na besede, no. Veš kaj, če se ti noseče, pa sem jaz total klin. Pa res nisem bila drugega klin.
Veš kaj, ti pa ne bluziš, Pelano. To, da sem jaz noseča, se bo preleslej videl. To pa, da boš ti kdaj klin, je pa itak znanstvena fantastika. Punce, lepo vas prosim. Zdaj je veliko pretežka situacija, da bi se takole med sabo želili. Zdaj je čas, ko mora družina, kakršnakoli že je, skupaj stopiti, a ne? Ja, pa kaj boš skrb stopila, Rozi, če pa nje skozi noge ne razen vlečena? Korak. Sprti in zaljubljeni. Poglej si jo smrklo, kako je pametna. Kaj si pa misliš, da si? Ti že pokažem. Ko se pa ti greš, ha? Pa kje imaš ti obraz, da si pa vsem tem, kar si nam naredil, sploh še upaš usta odpreti? Čist prav, Maja, da nama je povedala ta svoje. Čist prav. Edina je opazila, da se s tem revežem nekaj dogaja. Ne ti, ne jaz nisva. Že od vsega začetka bi jo morala poslušati. In to oba. Res ne štekam, kaj ima človek od tega, da se fiksa. Še manj pa štekam, kako sta bila lahko oči in mami toliko časa slepa. Od dragih kamnih in natikih lahko odločam samo jaz. To je meni dal moj očka in tudi naročil, da samo jaz lahko odločam. Zakaj bom ta denar porabila? Jasno? Deno, a Idica, ampak to pa res, mislim, kaj naj rečem, no. Pa mami, no, pa ti si že svoje povedala, kako bi si razno gorlco naredila, no. Pa bom ta denar raje za kaj bolj pametno naložila in porabila. In ne bom dovolila nobenega razmetavanja. Upam, da je to jasno. Zdaj te imam pa zadost. Pa daj nehaj že poda nucat, pa raj se used. S tem ne boš čist nič dokazal. Sed se. Zdaj bom pa jaz vzela stvari v svoje roke. Čak malo. Sed, used se, pa tih bod. Čas je za družinski krizni sestanek. Ja. Pa tega junaka je treba najprej v poslo spraviti. Maja, boš lahko sama? Ja, mislim, da bom lahko. No, dobro. Midva z očijem se morava pa še nekaj pomeniti. Na 4 oči. Naprej! A smem? Zdravo, kako ste? A Janček že kaj boljši? Daj, prinesla sem čokoladko. Vsakemu, da bo bolnik prej v zdravu, na. Pa še za tebe, ena, Aida. Kaj pa je tebe prinesel? Manica, sem imela občutek, da se nam že malo izogibaš. Oh, daj no mirno, se viš, kakšen tempo živimo, ne? Pa človek za nič nima več časa, pa začne čas pri prijateljih špati. Viš, prav zamislila sem se. Človek se žene, pa žene Madonna, viš, pa se mu zgodi pa to, kako Renu. O, Ježeš Marija, lej, sploh meni to ne gre v glavo. Jaz mislim, pa mislim, mene to čisto sul. Sploh ne morem priti stvarem do dna. Pa sem prišla k tebi, veš, ker mi dve sva to znale skupaj zmeraj pretuhtati, a ne de? To imaš pa prav, Manica. Dej used se, a boš škavica? Jej, z veseljem, veš, prav prlegla bi se mi. No, dej. Joj, kako je to grozen. Madonna, mene je tole čist rasul, ubogi koren, ubogi revež. A mu nisi ravno ti včasih, mislim, pred nekaj časa želela, da bi končal v arestu? Ja, da, to je bilo, ne, bilo pa prešlo.
Poglej, Anja, človek je glih svoje življenje mal uredil, a ne? Mal se skuliral pa v roke vzel, ne? Zdaj pa tole. O, Marija sveta, zgleda, da je naša družba pa sistem takšen, veš, da dokler si baraba, dobro skozi prideš, a ne? Ker rataš pa pošten, takrat te pa zašijejo. Ti, to je pa res, mislim. Lis zdaj, ki je priznal Jana, pa je rekel, da bo začel redno plačevati zanga, no, pa se je to zgodilo. A boš mlekom? Ne, brez. Se mi boš mal vzorc pogledala, ne? Da vidimo, kaj še bo, a ne? Se pravi, brez mleka pa grenko, a ne? Ja, točno tako. Poglej, Madonna, kako se vse to obrne, a vidiš? Lej, koren v arestu. Mojca je čist fuč, bogataji se ločujejo. Če bi mi to, draga moja, nekdo rekel pred pol leta, jaz bi ga direktno na Orišnico poslala. Ja, pa še Špela pa Janez sta na drugi, a ne? Ja, reveže. Sam pri vas se je stvar na boljš obrnila. O, kako vam prvošem. Prav sekira vam je umet padla, ne? Zdaj ste prav premožen, ne bogata. Ja, sej prav. Joj, veš, draga moja Anja, tudi meni bi en del tazga zakladka prav prišel. Ka moram salon renovirati, no, ampak pustimo moje probleme, to sploh ni važen. Važen je, da ste vi srečeni. A veš kaj? Od danes imate vi, jazbeci, pri meni, striženje zastonj. Ne, hvala, Manica, ampak jaz imam že svojo frizerko, Bojano iz Spaja. Hvala. Manica, zakaj imamo pa lih zdaj zastonj, ker imamo dosti denarja, da bi si plačali? Prej, ko ga pa nismo imeli, smo si morali poplačati. Ja, se zgleda res malo smešen, ja, no, ja, poglej ti, fanta, kako on to pameten razmišlja. Ja. Draga moja Anja, kako si ti srečna, ko imaš tako pametne otroke. Ja. Poglej ti, Aido. Tako mečkana punčka pa Financial Times čita in to angleščini. Jaz, ko sem ena prekaljena podjetnica, niti naše finance ne razumem. Kako so danes otroci pametna, ne? Teta Manica, niti treba hinavati, ker nima smisla. Svoj denar bom vložila nekam, kjer bo prinašal dobiček in ne bom imela nobenih posojil. Upam, da bo to za naprej že jasno. Pod eno streho. Rozi? Ja? Dajte, pridite, usedite se malo sem k nama. Ja. Zdaj moramo pod nujno narediti krizni načrt. Ja, res je treba nekaj narediti. Kakršnakoli že je situacija, zdaj je treba začeti ukrepati. Jaz sem za Tinin odhod. Ker je tako mrhovinar in samo nesrečo na sabo. Vedno. No, daj, da si ne boš kaj naredil. Vidva pa kar lepo ti bosta in to oba. A sem jaz kaj hotla? Gospodična, pa le glej, da boš svojo nosečnost čim prej dokazala. Drugače te bom jaz lastnoročno čez prag zabrisala. No, to bi pa res rada videla, to pa res. Sem imela v Indiji kar z nekaj takimi primerki upravka, pa sem jih dobro spedenala, ne ti bo jasen. To. In ona zares mislim, veš, to ni fotorček, ne? Grem na policijo vprašati, zakaj sploh gre. Kaj pa Špela? Kaj bomo pa z njo? Špela spi zdaj, sem jaz dal. Čuvati jo je treba, da ne bo spet kam odjadrala, ko se zbudi. Boste pri njej, dokler se ne vrnem. Se bomo potem do konca pomenili, ko mi bodo stvari vsaj malo bolj jasne. Tina, daj mi povej... Ja, Rozi, prosim. Skačem z mosta na gumici, hodim po žerjavici, govorim, čutim, da živim. Adrenalin mi kriza vre. No evo, takšno je zdaj naše stanje.
v naši bajti. Kamorkoli pogledaš eno navadno sranje. Sorry, ampak je res. Sam poglejte, kaj bo s Korenom, kaj je res glede Tine, kaj je pri nas doma, da o Špeli in Janezu sploh ne govorim. Čisto sranje. Ja, pa boste rekli, kaj pa Aida in njeno bogatstvo. Tudi to je, saj veste kaj, mrhovinari že nakup letijo. Komu je pa denar še prinesel srečo? Sam nas poglejte. A vidiš tale hribček tukaj? Aha. A vidiš to? Kaj to oblika jagenčka, vidiš? Kaj pa je to? Kaj je to? To pomeni, da je Tina res noseča. A nemogoče. A to se pravi, če jagenček pomeni dojenčka? Ja, kje pa je pol star kozo Koren? Ja, daj, če bi to bilo vse noter, pa bi znal čisto vsak lahko šlogat, lepo te prosim, to pa ni tako enostavno. Če tlele obrnem, če le tle, pol pa vidim tudi fotra. Ja, kdo pa je? Ja, a misliš, da v vzorcu piše imena, ali kva? Ja, ne, to vem. Čak, da dobro pogledam. Ampak ta fotor pa zagotovo ni Koren. Ta je pa velik mlajši, velik mlajši. Ja, kdo pa je pa? Je tako mlajši, da bi bil lahko njegov sin. Koga? O, Madonna! Pa ja, da ne! Kristus Jezus! Anja, mene pa mogoče kakšna stranka čaka, Ježeš Marija, koliko časa sem že tlele? Ježeš Marija, to moram pa takoj naprej povedati, če ne me bo razgnali. Anja, Dio, živjo! Ježeš Marija! To, da si mene prizadel, to razumem, sprejmem. Ampak da si svoja otroka tako razočaral, pa da te ni sram. Kako si lahko tako neodgovoren? Pa kako si nam lahko vse zasral? Veš kaj, tega mi pa ni treba več poslušati. O, pa ti je treba. A bi spet rad pobegnil k tisti svoji frfalci, kaj? Bi se spet malo izognil odgovornosti. O ne, dragi moj, tako zlahka pa ne bo šlo več. Čas patriarhata Bogatajevih je mimo. Ampak Štefi, poslušaj. Nič, ampak Štefi. Konec je tega. Dokler si ti nosil hlače pri tej družini, si vse zavozil. Vse, kar je bilo lepega. Preveč rad si jih dol spustil. Čakaj mal, no. Nič čakaj mal, sam tik bod. Od zdaj naprej bom jaz nosila hlače v tej družini. Samo tako bomo lahko kaj rešili, če se sploh še kaj reši. Da. Pod eno streho. Pod eno streho. Pod eno streho. Ej, pazi. Ti, Rozi? A si ti kaj za Mašo dala v cerkvi zadnje cajte? Ne, že dolg ne. Zakaj te pa to zanima? Vidim, da se kača rihta, mogoče v to šla. Ja, Gorči, prav imaš, tale kača se res rihta, ampak jaz ne bom šla od bajte, ampak grem k zdravniku popisne izvide, ker mi na besedo nobeden ne verjame, da sem noseča in zdaj vam bom res dokazala, da sem noseča, prav? Pa kaj me imate skozi za norca, no? Jaz sem tega dost, pa tudi na laž me ne bo noben postavljal, noben me ne bo postavljal na laž. Huda drama. Pa te glumi kot svinja. A si videl, koliko obrazov zna naštimati? Sam da manipuliraj, da naš na foro padel. Ne, tole pa ni bilo zlagano, ne. Jaz sem jo velikrat imela na sumu, da laže, zato ker je to res počela. Ampak tole pa ni bilo zlagano.
Ede, Rozi, Ne, Gorazd, ne. Me ženske to čutimo. Tina se je res spremenila. Ma ja. Ja, tako kot se vsaka mama, vsako dekle spremeni, ko postane mama. A veš? In jaz veliko več čustev nežnih ima. Jaz sem prepričana, da je noseča. Rozi ne nasedi, no to ni resno. To enostavno ni res. Pa da ne boš mislil, da jo boš tako poceni odnesel. Z ločitvijo ne bo nič. Zaenkrat. Zdaj me pa dobro poslušaj. Dokler ne potegnemo Janeza iz tega brezna, je najina ločitev zamrznjena. Najni prepiri pa tudi. Otrok v taki situaciji rab mir, pa ljubezen, pa urejen dom, pa podporo v družini. Ostali bomo skupaj. Pa če ti je to všeč ali pa ne. Ko bomo tole z Janezom oštimali, bova pa midva spet na vrst. Pa najini problemi. Ja. S tem se pa strinjam, ja. Bodimo spet družina. Pa še nekaj. Tisto tvojo frflco pa čist ne pust. Ne bom pustila, da kdorkoli, karkoli poruši našo slogo. Sam jim nje pejt, če hočeš ostati živ. Sicer ti lastno ročno odrobim glavo. Obe. Sorry, ker motim. Gorazd me je poklical, pa je rekel, če bi se lahko dobila, pa bi... Sveda, Majči, lepo je ven. Pa se ne moš biti cel dan v sobi. Lepo se mej. Bom. A spi? Ja, spi, ampak ful more piti tekočine. Pa kar tako malo ga prsila, veš. Bom. Okej. Adijo, mami. Adijo, Majči. Veliko mora piti. Veliko mora piti. Še jaz bi najrajški spil. Sicer, zakaj pa ne? Da, pa na zdravje naši novi družinski slogi. No, kaj je bilo tako nujenega? Del sece, no. Prosim. Kaj je bilo tako nujenega? Ja, nič, pač hotel sem ti razložiti ene par stvari, ker mislim, da je to en velik nesporazum in da ti pač narobe stvari razumeš tle. Aha, nesporazum. Gorazd, mislim, da ni nič več kaj za razumeti. Dej, Maja, prosim te. Vse je bilo lepo, razumljivo, Lahko vidno. prosim me poslušaš, ker je šlo tako vse v maloro. Lahko saj ta nesporazum s tabo rešim zdaj, prosim. Ne! Nič ni več za razčiščevati. Konc je. Pa sem mislila, da boš kaj bolj pametnega povedal, ej. Škoda cajta, res, konc je. Maja, prosim, pa zakaj me ne si poslušaš, munjen? no? Kaj ti je, no? Konc je. Pa če ti hočem sam... Sprti in zaljubljeni. Manca! 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 Nekaj bi te to vprašal. Manca! Manca! Pa kje je zdaj ta frizerka? Ma, to nekaj novega vesoljskega. Le televizijo vse. Čist načuden. Nje ni, poj bo pa nekdo nekaj ukradil, pa mi kriminalisti krivi, da ne dihamo za ovratnik sem tem kriminalcem. O, ne, zihar je prani.
Halo, servus, nas da Ranja, Rado tukaj. Ne, ej, ne rabim tebe, rabim manca, če je po tebi. Ne rabim tebe. A daj ni? Aha, kje pa je pol, a? A gliha je šla? Dobro, da bom pa kle počakal. Ajde, servus, nas da. Jožko, kole ti povem. Hlače obajtlo nos samo eden. To je tisti, ki je glava družine. Glava družine pa je tisti, ki odloča. Se pravi jaz. Mater, ko je Janez lahko zabluzil, ki je najdu ta prekleta mamila. Pa glih on, ki je bil tako dobro vzgojen. Sem res jaz tako zamočil. O, Majči! A si že nazaj? A Gorasta ni bilo, kaj? Ne, da tudi nikoli več ne bo vse za mene. Kaj pa je, oči? Se ti vrti? No, kaj bi se mi vrteli? To je pritiska, veš, spet ima malo nizek pritisk. Ne, ni treba, pust vodo, pust. Se ti jaz smrdiš po alkoholu. Si piva, ne? Si! Kakšnem alkoholu nekaj? Ja, se smrdiš, kaj en star sod. Dejo, kaj bi smrdil? Ti pojma nimam, kako da bom, veš. Joj, oči, si, spet si se ga napil. Ah, kaj napil, ne no. Si se... Kaj pa tole? Sok ali kaj? To... Pijan si, da veš, napil si se ga... Pa posluš, to flašo sem hotel stran, daš pa je bilo še za en požir v njej, no? Jaz sem pa debil, a misliš, da ti bom nasedla? Ne, nisem tvoja mami, oziroma tvoja žena. Izvoli flašo, pa ne me več basati! Majči, posluš... Manica je končno šla. No, mami, zdaj pa hiter poklič Banko. Banko? Zakaj pa, ljubica, Banko? Zato, ker zdaj že vsi v hiši in daleč naokoli vejo za moj denar. In je zadnji čas, da ga varno odpeljejo na Banko. Ampak, Aidica, no, mislim, kaj zdaj s to Banko? Kar poklič, no. Halo? Ja, dober dan. Anja Jazbec, privoz 7P. Ja, veste, kaj vas kličem? Rada bi pri vas shranila oziroma položila denar. Ne morem priti, mislim, se sem rekla shranila, ne gre sam za denar, gre pravzaprav za klad. Ja, mislim, kakšna je vrednost, ne vem, velik zaklad, ja, ne, nad se ne hecam. Velik zaklad, jaz mislim, da boste rabili oklepni avto. Ja, a vam je smešen. Ja, veste, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Hvala, nasvidenje. Kako si me ustrašil? Ti si mene ustrašila. Ko pa mahaš to pištolo tlele? Je, tale te nov gan mal testiram. Aj, dober. Maca, odličen je. Poslušaj, nekaj sem te mislil vprašati, vsece. Manica, zapomni se. Oprosti. Poslušaj, eno prošnjo imam zate. En problem imam, razumeš? A imaš spet kakšno žensko novo, je kakšno nova v špilu, a? Ah ne, na ženske zdaj niti misliti ne morem, razumeš? Ta služba, razumeš, nekako
To je en tak nehvaležen job, razumeš? Folko hočeš pomagati, oni te pa ne marajo, razumeš, ne? Poslušaj, vsaka služba ima svoj dobo, pa svojo slabo stran, veš. Pa jaz ne morem več, razumeš? To je tako težko, ker ti prijatelje moš aretirati, pa prijatelje špecati, pa ne vem kaj. Ne morem več, no. Ja, koga se pa smiraš, no? A si ti baba ali si dedec? Pa še policaj, kriminalist povrh. A si ti kdaj videl na TV, kako se obnaša? A si ti kdaj videl Clint'a Eastwooda, da bi takole tolil kot ti? Zber se! Ko si pa policijsk stanovanje dobil, takrat je bilo pa v redu, a ne? Ja, no, sej, veš kaj, jaz sem zato, pravzaprav sem zato pa šel k tebi, ne? Ker jaz sem pravzaprav to policijsko stanovanje zdaj kar nazaj vrgel, razumeš? Ker ne morem več tam živeti s temi policaji, jaz se ne morem kar sam s policaji družiti, razumeš? Ne morem se kaj sam z njimi pogovarjati, ker jaz sem prepameten, a veš? Jaz sem le poštar v osnovi, a veš? To imaš pa prav, ja? A už zdaj šel nazaj k Anja? Kas brezdomc. Kakšna Anja, razumeš? Jaz sem mislil tebe prositi, če bi ti meni tale štibelc malo rentala, no. Ja. Se bom redno plačal na ledino, mislim, res. Ja, no, veš prav, no, kak glih ne bom renovirala, še zdaj ti pa lahko dam za kakšnih 20-30 jurjev, mislim, na mesec. Kaj zglih ti, no? Super, manca, hvala ti, super. Ja, ampak pod enim pogojem. Da bi takole zvečer, veš, po noč, mal... Ja, tale salon pometu. Lase pobral. Ja, pa to pa ne... Viš, je vse umazan, pa malo pometu, pa pomol. Pa manca, pa to ni problem, veš, da bom to naredil, ne, mislim, to pa res. Ne, pa tudi naučil se bom strižiti, razumeš, kaj itak bom policijo malo pustil, ne. Ne, o striženju to imamo pa še čas. Ti raj meni povej, koga je bilo s Korenom? Koga ga je on usrol, prosim, da povej mi. Ja, tlele te moral pa razočarati, ker mi, policaji smo zavezani k molčečnosti, razumeš, jaz kot policaj, pa odvetniki, pa zdravniki smo zavezani k molku. Pol bom pa jaz tudi tisto sobco kakšnemu drugemu dala, veš, kakšnemu študentu, mogoče bolj od koristi. No, sej, veš, manca, jaz sem glih zdajle tudi dobro razmišljal, jaz sem kar tako malo rekel nekaj, ja, veš, ne. Pa sem razmišljal, da v bistvu tebi bi lahko kaj podšepnil, kaj itak bom šel s policije. A dejno. Pa vem, da ti ne boš okoli govorila. Kaj pa ne, jaz bom tiho grob. A veš, da je pri menu se zakopan. Koga je bilo, no povej. Poglej, ti veš, da je bil Koren na televiziji? Ja. Direktor. Točno. Eksekutiv producent se reče. Izvršni producent. Vse povezan z denarjem. Smrtni strah me ful počke, zaznore. No ja, Koren je v zaporu, ampak to, kar se dogaja pa pri nas doma, pa pri Korenovih doma, je pa še 100-krat hujš kot pa v zaporu. Res smo čisto v eni slepi ulici. Upam, da se bo vse Jazbečev in uspel izvleči z tega. Sam toliko bogatstva imeti doma. Ej, ne vem, če je to glih pameten. Dobro večer. Večer? Bančna varnostna služba. Od tukaj naj bi en zaklad odpeljal v bančni tezor. A se hecate? Ne, je že vse v redu. Prav ste prišli. A ste prišli z oklepnikom? Slušajte, če se norca delate, vas bo to drago prišlo. Naša ura ni pocent. Ne, nič se ne delamo norca. Tole boste morali odnesti. Je težko?
Ko je not? Gospod, ora, Golob, javi se. Golob. Golob, sliši. Oklepnika pa še nekaj ljudi, prosim. Oklepnika, na katero lokacijo, Golob? Privoz BB, nujno. Pripravljeni. 2 minuti prihaja. Prejem, over. Slušajte, gospa, pa... Over, Golob. Kje pa vam se to? Se sem že rekla, to je vse naše bogatstvo. Upsa, popravek. Moje bogatstvo. Prav njeno, to je podaril njen oče. V zameno, ker ne živi z njo. Glejte, če pa tako, pa morate pa z nami. To je treba papire podpisati, da dobite račun, pravimo formalnosti, pa to brez tako ne gre. Prav. Ej, mami, mislim, da moram to jaz sama osebno narediti. Ne boste tale 2 prijazna gospoda čuvala. Seveda, pa tudi nazaj vas pripeljamo, vaša gnada. Pol pa gremo, fantje. Pa tam je ven padel, to pospravite noter. Bomo nekaj žep dal. Gremo. Pa. Prešla krup in ritem, kot dušila strup. Jaz živim v ekstremu, sem upanje in obup. Let dalim in vodo zavrem. No, Evo, zdaj je vse jasno. To, da ni nič jasno. Se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja.